Vse ni zatekan. Kaj? Vse ni zatekan. Ja, če hočeš premakniti, moraš tikati, ne? Ne. Ni schizofrenija, ker se ne bojiš realnosti. I enjoy seeing worlds in conflict from Slovenia. Pička, zajebali smo. Pimple story. Gods with anuses. V znak protesta masturbiram. Lej me, ponosni smo na te, a si nas videl. Pride nek mlad fant. To zgodbo si povedal že, veš. Še v podcastu. Ja. On je ni slišal, pa pač. Bom povedal pol. Prav. Ajde. Režemo ven. To se definitivno dogaja. No, vem sicer, kako je zdaj na Lovoju, ful sem slišal, da je tudi nekih menjav, ne? Pač mi smo imeli, mislim, da že starejšo generacijo. Ali pa ne vem. A to se je zgodilo? Ne. Ne, ni šans. Zdravo, dobrodošli v prvi epizodi 3. sezone Kritiškega posedka oziroma posladka v obliki podcasta. Danes z nama slikar Patrik Dvorščak. Pogovarjali se bomo o slikarstvu, o njegovih teorijah, o njegovih razstavah in o njegovi prihajajoči razstavi v Cankarjevem domu, zelo kmalu v torek. Z vami sva tudi Jernej Čučak Gerbec in Maša Žekš. Ukvarjava se z likovno kritiko, kuriranjem, pisanjem in umetniškim ustvarjanjem. To, kar poslušate, je kritiški posedek, posladek. Včasih klepetava drug z drugim o aktualnih razstavah in ali dogajanju na področju vizualne umetnosti in kulture. Pogosto pa k klepetu povabiva sogovornika, ki je na tak ali drugačen način vpleten v delo v kulturi. Vse pomembnejše stvari, avtorje, dogodke, reference, ki jih omenjamo tekom podcasta, jih polinkamo v opis. Torej, če ste na YouTubeu, je v opisu videa spodaj, če kje drugje, denimo na Spotifyju, pa so zapiski zbrani v opisu posamezne epizode. Lepo pozdravljeni. Poslušate Kritiški posedek. Posladek. Patrik, kako si najprej mogoče? Pozdrav bi ima, Jerneju in Maši. Veselje mi je, da sem v tem šovu. V šovu, prav. Tako. Sorry, mi imava plan to prijavljati na resne razpise, tako da ali se lahko referiraš na to kot... kot referenčni medij. Kot referenčni medij, ja. Tako da, ja, danes se počutim kar v redu. Dokler te ne bo alergija na mačke zjebala? Ja, pred kratkim smo izvedeli za to, da sem alergičen na mačke, tako da bomo videli. Koliko pred kratkim? 3 mesece nazaj, ko sem bil na Nizozemskem. A ja, prav tako. Ja. Res zanimivo, 3 mesece nazaj, pa to šlo, kot vidi, tako pozno. Ok, očitno lahko. Ne, veš kaj me zanima? A je kakšno delo zdaj novo? Mislim, si na kakšnem delu trenutno? Da je kaj v tvojem ateljeju, ki si full in. Ja, vedno je eno delo. Vedno delam na enem večjem delu in pa na parih nekaj manjših delih. So pa tudi nova prihajajoča dela na razstavi, ki jo Maša omenja. Mogoče za začetek, da bi povedali kakšno besedo ali dve o tvojem delu, o slikah. Mogoče kako bi, za nekoga, ki mogoče še ni nikoli videl tvojih slik, kako bi jih opisali, kakšne so, kaj je njihova glavna lastnost. Mogoče Jernej, ti, ko nisi toliko podrobno seznanjen z Patrikovim delom, kaj si misliš ti v njegovih slikah? Kakšne se ti zdijo? Kako bi opisal nekomu, ki še ni videl slik, kakšne so njegove slike? Na kaj te spominjajo? Si že videl, kdaj kakšno uživo? Ne, dejansko ne vem, če sem videl kakšno uživo. Sam pač, kar je... Instagram pa, kar je na spletu. Kar je zabeležen in spravljen v digitalne arhive raznih institucij. Wow, kako si to zdaj povedal, basic, pač tako unakva. Ja, ne, sam povedal sem, kaj sem videl. Ok. Videl sem dela, ki so zavedena v posameznih institucijah. Maša tečka. V bistvu sem se, kaj sem šel še enkrat čez stvari, sem razmišljal, da v navezavi s tvojimi deli in z drugimi avtorji, ki se pač pojavljajo na slovenski sceni trenutno, sem opažen, da se je očitno na Aloju zdaj zgodil en tak zanimiv obrat oziroma zanimivo usmeritev te neke naivne umetnosti, tega, da se vračamo k temu, da vračamo. Ja, v bistvu zdaj se spet vračamo, zato ker pač
v nekem pogledu umetnostne zgodovine, se je ta trend že enkrat zgodil, pa je pol mal zamrl, pa se zdaj spet vrača, vsaj pri nas v Sloveniji, kar vidim, da se osvobodimo te neke zelo natančne figuralike in gremo v to bolj emocionalno figuraliko nekega, kako bi rekel, emocionalno figuraliko čustvenega, bravo. Moj možgan danes prav. Ne. V bistvu se vračamo nazaj k temu, da se slika z nekim naivnim pristopom, da podabljamo na sliko skoraj z nekim momentom, mogoče v povezavi z procesom dela. Se mi zdi, da tvoje slike, če bih tako opisal, so po mojem neko razmerje med tem, da se pustiš skozi proces ustvarjanja vodi, istočasno pa tudi opažam, da so tam neki nastavki, nekih okvirjev, ki jih v bistvu po mojem že začetkom dela postaviš na platno. Ko bi bila moja ocena iz tega, kar vidim. Ampak zdaj boš mogel ti povedati, če sem jaz ful ustrelil mimo ali ne. Jaz mislim, da kar se tiče moje umetnosti, kar si povedal, je izjemno korektno. Ne bi vedel, če je to zdaj tudi bolj splošno na Looju, pa tudi mogoče v sodobni umetnosti. Bi mogoče bolj rekel, da bolj prevladujejo neke čiste, rafinirane oblike. In ne vem, kako so zares v povezavi z emocijami oziroma kot neko izrazno sredstvo, da se art uporablja kot izrazno sredstvo. Medtem, ko ja v mojem primeru ker tudi jaz lažje, tudi polno mislim, da se moramo tudi dotakniti malo teorije, kako jaz izražam to svojo ambivalenco čez emocije, ampak v prvi vrsti je res uporabljena, in lažje izražam emocije skozi naivno oziroma otroško umetnost in zato je tudi v večini uporabljam. Zdaj mogoče iz tega vidika, ravno zaradi tega, ker sem rekel, da se mi zdi, da je to nek alo moment, da sem opazil par avtorjev, mogoče tvoje ali pa starejše generacije, kot si ti, ki so se tudi usmerili v podobno smer, tako, kar vidiš po razstavah, kar vidiš po internetu, kar je napovedano in tako. Ok, čakaj, sam mogoče na tej točki, kdo pa so še te druge ljudje, o katerih govoriš? Ne, ker sem tako, kdo pa, mislim, ker jaz nimam, jaz imam mogoče bolj tak feeling, kot je rekel Patrik, da so bolj te, ali je pač ta čisti trash, ali so pa te clean oblike. Ja, ampak tega trash oziroma naivnosti je kar dosti. Ok, torej ta Gen Z pisan fluorescenten trash enačiš s tem, o čem zdaj govorimo. Mislim, da se je bolj prisotno neke emocije oziroma ta trash kot izrazno sredstvo. Jaz nisem čisto predeljena, kar se tega tiče, zato sprašujem Jerneja, če ima on mogoče malo bolj izdelano mnenje, glede na to, da je začel s tem. Če ta trash in to naivno slikarstvo, o katerem govorimo zdaj, ko govorimo o Patriku, dajemo v isti koš. Kar smo zdaj označili kot trash, ni nujno trash, ne, ampak... Ja, trash, mislim, tako ta trash estetika, ne govorim, da je trash. Vse naivnost se naslanja na podoben ta trash estetiko. Gre se za to, da se malo osvobodiš teh strogih form, jasnih oblik in tega. Ne. Ja. In z tega vidika mislim, da je tle dost neka povezava. In zdaj to, kar sem se spraševal, ne, tle je verjetno šla tudi neka usmeritev strani mentorjev na Aloju, po mojem, da se mogoče, ali zaradi vidika mentorja, kaj je bilo mentorju zanimivo, da se je usmerjalo slikarje, ali zato, ker se je mogoče, ne vem, zaradi Why are you the way you are? Ja. Kdo je kriv? Kdo je kriv, ok. Ja, zakaj si tak kot si, oziroma a je mogoče res tudi ta nek potisk strani mentorjev na Aloju, da vas ali bodi si usmerja k temu, kaj je mogoče stvar duh časa in generacije, ali je pač to mogoče nek... Ker za poslušalce, ki mogoče Patrika ne poznamo, govorimo z predvsem mladim umetnikom trenutno. Tako da fresh from Alo. Zelo mladim. 2 leti zares. No sej, to je še kar fresh, a ni? Ja. Fresh ali samo zaposlen v kulturi? Čestitke. V bistvu zelo dobro vprašanje, pa se v tem vprašanju sploh ne bi navezal na mentorja, se mi zdi, sem Alo uporabil bolj za neke eksperimentacije. Medtem, ko sem pa opazil, da je v bistvu da se že po mojem od srednje šole naprej v bistvu soočam na neke emocije, ki so se pojavljale že po moje puberteti pa naprej čez Alo, pa kaj mogoče tudi skušajo posamezniki po svetu. In prvo izrazno sredstvo, bi rekel, oziroma gonilo za to, da se izražam skozi umetnost, mislim, da je bila anksioznost in pa pol neko iskanje pomena, smisla. Ne? In pol sem v bistvu čez neke raziskovanje prišel do tega, da je v bistvu neka korenina tega, prihaja skozi dualizem človeške psihe, ne? Pa če se lahko zdaj mogoče tudi teorije dotaknem, če vama to ustreza. Vedno je bilo skozi samo refleksijo in pol čez teorijo sem tako bolj razumel dogajanje v človeku.
lahko tako rečem. Kar povemo o tej teoriji, ker pač teorija je tako širok pojem. Kje so tisti tvoji omiljeni avtorji, omiljene teorije, usmeritve? Avtorjev je zelo veliko, ampak ne vem, če bom omenil kakšnega. Je v bistvu prva razlaga, ki sem opazil, no, oziroma ta korenina našega izvora je v bistvu to, da smo v bistvu ljudje bitja, smo deloma simbolična bitja, ne? In pa deloma tudi animalična, oziroma smo sestavljeni iz fizičnega telesa. Ne? No in ta odnos se mi zdel najprej zelo pomemben, ker se začne že izražati pri otroku, recimo tako, da pač otrok je recimo najprej zelo hitro gotovi, da pač najprej recimo naveza na matero in pač njegova zavest ni še tako ločena, in pa se začne zavedati svoje telesnosti in telesnost pa hkrati pomeni naš determinizem oziroma omejenost, končnost. In pa smo razdvojeni že od naprej čez kulturo na to, da pač, ker smo simbolično bitje, pač simbolično oziroma jezikovno lahko segamo zelo dlje kot pa biološko. In to dokazuje že, ne vem, prastara ljudstva. Tudi to sem recimo malo preučeval prek Levi Straussa, kar se mi zdelo zanimivo. Ja, in kar sem opazil, že ljudstva so imela zelo razmejeno to dojemanje. Pač recimo, kar so recimo naredili že živalmi, pač vse okostje, ki so ga spravili, je bilo najprej tisto, kar je bilo podobno človeku okostje, so ga zavrgli, zato da so zanikali to isto realno podobnost med človekom. Medtem, ko so spravili pač kosti, kot so recimo rogovi, pa ne vem, pač ti, kaj so že, kopite ali pa kljuni od ptice. Take klasične trofeje. Ja, tako, ampak to je pa vse dokazovalo, da pač je potem človek ločena žival oziroma to, pač glih za to se gre, da pač človek ima vedno neko tendenco potem, da zanika svojo živalskost. Tudi recimo ne vem, ženske so, ki so imele menstruacijo, so morale recimo za en teden pač kako bi rekel, stran, tako pač, niso smele ven na svet. Ali pa ne vem, ena ljudstva so tudi nosila čepke pač v svojih anusih. Torej, karkoli bi človeka povezovalo z nečim, kar žival tudi počne na dnevni bazi in kar se njej dogaja s telesom. Tako. In zakaj recimo to pomembno pri človeku? Pač, tle se gre res za tisočletja naše evolucije in pač pri otroku je tako, da hitro dorame, da je omejen, ampak hkrati mu pa civilizacija ponuja neke rešitve, ki je možen soočati se s svojo omejenostjo in hkrati razširiti to sebe kot neko simbolično bitje, pač sebe v immortalnost oziroma, ko se reče, neumrljivost, tako nesmrtnost. In to je nekaj, na kar si ti naletel čisto slučajno, ko si pač prebiral naključno literaturo, ali te je prav to vprašanje, kaj pomeni biti človek in kaj to pomeni za naše delovanje, s tem, ko se mi razlikujemo oziroma na vsak način hočemo ločati od živali. Te je to že prej zanimalo in si zato naletel na to, ali si slučajno naletel na to in ti je bilo toliko zanimivo, da si pograbil? Težko rečem, zdaj so sledje, ampak jaz mislim, da vse v tem zaniku neke človeške narave se tudi skriva to, da pač zanikamo oziroma represiramo to, da pač imamo tudi zlo vse. Vedno je tam ambivalenca, je vedno na tej meji, da iščemo dobro. Sem po tej logiki bi pol pomenili, da so živali zlobne. Kar je pa tudi neka zase teorija, v smislu, a je žival zlobna, ali sam je to, kar je. A je lev zloben? Vedno imajo možnost ubijanja. Ja, ampak lev more ubijati, da preživi. Tako je. To je nagon njegov, on se ne odloča. To je glih ta nesrečnost človeškega bitja, ki imamo zavest in pač to, kar nas razlikuje od tega, da pač žival ima samo neke instinkte. Oziroma mislim, glih to je to, kar razlikuje človeka, nekakšen paradoks, ker mu je rojen. Pač. In kako bi potem ocenil, da se to odraža v tvojem slikarstvu? Oziroma je to misel, s katero ti vstopaš v svoje delo? Nismo še čistam. Ja, rekel bi takole. Ta ambivalenca je v bistvu na nek način gradimo na to na bazi te razdvojenosti gradimo realnost okrog sebe. Pač dojenček jo gradi najprej preko tega, da se naveže na mater, potem preko očeta, staršev, do kulture, ki ga nauči živeti za to delno represijo. In glih prej, ko sem se navezal, zdaj pridemo pa na to, da v umetnosti uporabljam anksioznost. Anksioznost pa je v bistvu simptom anksioznosti je pa največkrat disociiranost. Kako bi vidva recimo opisala to? Ja, odtujenost od samega sebe bi bilo nekako mogoče najbližje, ker ne gre za disociacijo toliko od
družbe, kot tudi do samega sebe. V bistvu tako. V bistvu je kontrola nad samim sabo in pa nad realnostjo, ne, do okolja. Pač. Recimo, bral sem tudi neke raziskave, da pač leta 2019 so jih naredili v Veliki Britaniji, ne, da pač v bistvu anksioznost dosti univerzalen problem. 40% anketirancev je pač anksioznih, a ne, in pač medtem ko 80% vprašanih pa meni, da pač ne najdejo smisla v življenju, ne. Ta kontrola nad realnostjo je vedno bila ta realnost, ko je percipiral človek do zdaj, je vedno pač bazira glih na odnosu do drugega, ne, pač do druge osebe, do pač odnosa do narave in pa do višjega, ne, pač prejšnje kulture so imeli tudi ta odnos do transcendentalnega, ne. Kar pride problem v današnji kulturi je to, da v bistvu skoraj funkcioniramo samo na eni dimenziji, ne, da ima v bistvu človek odnos sam v bistvu do samega sebe, ne. Prav tudi zaradi teh, recimo, anksioznosti. Ne. Ja, tle se v bistvu mogoče vprašam v smislu, govoriš dosti o tej razmerje človek, žival, socializacija človeka, kar je v bistvu postopek odmikanja od živalskosti, ne? Iz tega vidika ta navezava, ki si rekel, mati, oče, družina, širša družina, svet, družba na splošno. To je ta postopek tega odmika od živalskosti hkrati, ker je tudi pač definirate kot človeka in kot neko socialno bitje naše družbe. In tle se pol zdaj prišla do enega zanimivega aspekta in to je ta ideja antropocena in družbe kot antropocentrične, to pomeni, da se vse giblje okoli človeka in zavisi na to razliko med človek in narava, ne. Veliko je zdaj sodobne umetnosti, sploh kar se tiče novomedijske umetnosti, ki se ravno ukvarja s tem antropocenom in postantropocenom, oziroma kako bi prešli to. In mi je zdaj zanimivo, da se zdaj v čisto nekem drugem aspektu oziroma z nekim drugim razmišljanjem o bolj osebnostni umetnosti, ko se bomo potem še navezali na tvoje delo, prišel do podobne stvari, ampak spet smo v tem, to razmerje, ne? Človek, ne človek in kako bi se mogoče tega osvobodili. V bistvu, če smem dodati, ne, v bistvu, ja, današnja ureditev sistemska, ne, pač je bolj bazirana na tem, da pač se usmerjamo v materialnost, ne, tehnološki napredek, medtem ko glih to govorim, ne, pač človek je imel več dimenzij biti, ne, pač tiste prej, ko sem jih omenil, pač odnosi in pač še vedno dosti strokovnjakov, no, je mnenja, da pač je ravno ta relacija med okoljem, med drugo osebo in pa tudi do višjega transcendentalnega, da je to, kar tvori, nam oblikuje vrednote v življenju, ne, pomene, smisel, ne. Medtem ko ja, kar ti govoriš, mogoče glih ta AI umetnost ali pa tehnološka umetnost, ne, mogoče glih meni zgleda kot nek napredek v smislu takšne represije, zanikanja, ne, te živalskosti, da res dosežemo tisto neskončnost, ki bi recimo tehnologija AI res dosegla. Ne. Ja, veliko te novomedijske umetnosti v bistvu ravno koristi vsa ta antropocentrična orodja, ki jih potem v bistvu uporabi za službo, da pa pokaže, pa mogoče smo pa mi malo preveč antropocentrični. Ampak, če se vrnemo malo nazaj in zdaj greva k tvojim delom, ne, ti praviš, da tvoje delo izhaja tudi oziroma najprej sem jaz to rekel, potem si mi ti potrdil, da izhajajo... Še nismo, ja. Ja, nisi še povedal sam. Ko smo omenjali ta čustven del, ne, in ravno tukaj se zdaj navezamo na to človeštvo, na osebnost in na tle, kje se zdaj pojavi pravzaprav ta dvoboj v tvojih delih. Predtem bi še vedno omenil glih to, da ta relacija se recimo pozna tudi, pred kratkim sem tudi gledal enega neurologa, ne, pač je tudi med tem, kako uporabljamo levo pa desno hemisfero v možganih, ne, in desna je izvor empatije, medtem ko leva je pa pač se pokaže neke lastnosti kompetentnosti pa nek short-term rešitve, ne, in v bistvu v raziskavi so ugotovili to, da pač mi uporabljamo večinoma v današnji sistemski ureditvi, ki je kapitalistična, samo levo hemisfero, ne. Pa pridemo do tega, ja, da je oslabljen odnos do pač ostalih dimenzij, ki so pač do sočloveka, do objekta, do subjekta, ne. In tukaj prijem jaz, ki prenesem v bistvu v umetnost ravno to, ne, pač najprej recimo začnem načrtovano, gradim, lahko bi rekel,
ne vem, simbolično eno civilizacijo ali pa nekaj, pač začne tudi akademsko, to, kar sem naučen, a ne, pač tudi realistično rišem in si sestavim kompozicijo. In potem grem pa, ne vem, mogoče če sta vidva, ampak po mojem to vsi otroci počnejo, ampak recimo, ko sta bila mehna v časopisu, sta kdaj čečkala po facah ali pa lulčke vagine, karkoli. No in kar je zanimivo, ja, potem v bistvu prinesem to ambivalentnost tudi, kar se mi zdi, se tiče mojega življenja in pa pač tega, kar sem prej govoril, prenesem pač dobesedno simbolično na sliko in potem grem središčično čez to neko civilizirano slikanje, kako bi rekel, in jo destruktiram, neuravnovesim oziroma, kako bi rekel, bolj sadistično se na njo pač malo znašam z nekim otroškim risanjem, z nekim humorjem, sarkazmom tudi, z nekimi svojimi pač lastnosti, ki so pač izrazno sredstvo. Je tudi recimo, mislim, da recimo otrok pri prvih letih, ko mu daš pač zarisati, on v bistvu ne ve zares, da riše, ampak hoče v bistvu iznakaziti pač material pred sabo, to je papir, pač tisto sredstvo, ki ga ima. Ne. To potem jaz uporabljam za destrukcijo. Mislim, mogoče pol recimo čist oblikovni opis nekega povprečnega Patrikovega dela, ki je v glavnem torej slikarstvo, neki večji in mali formati, pustimo bomo v kipcih pol kasneje. Ampak recimo, da prevladujejo neke te zemeljske barve z nekimi odtenki roza in vijolične, tudi modre, pol tudi rumene. Recimo, da je to neka prevladujoča barvna shema, kjer se sicer potem vidi, ne, da se v ozadju nahajajo neke velike, mislim, večje figure, ki so, kot si rekel, naslikane realistično, zasenčene, pravilno proporciji, take stvari. Potem pa so čez praktično prečečkano čez, ne, in so besede, drugi liki, živali, neki, ne vem, kaj jaz vem, neka kolesa, neki tanki, seksualni simboli. Potem ja, lulčki, vagine, tako naprej, ker na hitro zgleda, kot da bi čez naslikal otrok, ne, ampak potem, ko si rekel, da ga v bistvu, da jo ven iz ravnovesja vržeš, ne, ampak kljub temu tvoja končna dela čistko kompozicijsko funkcionirajo uravnovešena na koncu, čeprav so, kot praviš, sadistično destruktuirana in razbita. Mogoče to razmerje... A pa res funkcionirajo, ali smo v smislu navajeni nekega kaosa, pa nam bolj to ustreza? To se doskrat vprašam. Ja, ne vem, zdaj po moje ima tudi vsak mal svoj okus, ko pogleda neko sliko, ne, a se mu zdi, da je neki off, pa da je, pa na kakšen način mogoče gleda na to uravnoteženo kompozicijo, katero imam jaz mogoče zdaj v mislih. A veš, recimo, ko vidiš kakšno sliko, pa si rečeš, tam zgori pa nekaj manjka, ali pa recimo nekaj mi fali pri tej sliki, ali pa zdi se mi čist preveč nabutana, ali pa kaj tazga, ne. Se mi zdi, da pri velikih tvojih delih je tako, da deluje uravnoteženo čist na prvi pogled, ne glede na to, kaj je spodaj bilo urejenega in potem čez uničenega z neredom. Mogoče je to tudi stvar, ki si ti želiš, da se ne bi zgodila, pa se ti vsem dogaja, ker imaš mogoče tudi nekega tega slikarskega miljeja in znanja in izobrazbe, pa vsem, ne, mogoče načrtno ven iz tega iti ni toliko lahko. Misliš, se torej ne strinjaš z mano, kar jaz govorim? Ne, bi se strinjal deloma, sem se večkrat vprašam to, ne, pač res pa na koncu tudi jaz iščem neko harmonijo, ker pač ena dela res gledajo potem, kako rečem, kompozicijsko korektno, no, ne vem. Ampak bi rekel, ja, da deloma na koncu res se potrudim, da se pa ne vem, kako bi to opisal, ampak če recimo pogledaš pač vmesni proces, ne, pač so dela res grda. Res grda, no. In pol ja, skušam doseči nek nivo, ne, ampak tako kot hočem reči, ne, mogoče pa si sam nek kaotičen nered trenutno ustreza pač človeški percepciji, ne vem. Vse to, ko bi se mogoče ravno navezal na to, kar si ravno kar rekel, ne, da na koncu pa vseeno malo pomišljaš, da bi nekako more zgledati malo. In zdaj bi se navezal na en drug aspekt, ki je v bistvu z enega pogovora, ki sem ga imel včeraj, je bil komentar, da je pač nek starejši slikar pa mlajša slikarka sta se pogovarjala o delu in starejši je pač rekel, ne, da on slika zelo tako, slika na platno, zato ker to se prodaja, te platna in to je to in ima idejo, kako narediti stvari, da grejo v prodajo. In zdaj se tukaj vprašam, glede na to, da zdaj govoriš zelo o tem
pristopu dela, ki izhaja iz tebe in neko zanimanje, hkrati se pa tudi slikar, ki se postavlja na trg, v kolikšni meri razmišljaš potem v bistvu o prodajni sposobnosti nekega dokončanega dela. In koliko to vpliva v bistvu pri načrtovanju in tudi pri zaključevanju dela. Mislim, da zdaj, ko meniš kar precej, v bistvu. Ne vem, kolikih procentih, ampak ja, tudi po moje delo zato bazira tudi na tem, sem zato, da pač se na koncu proda, pa da lahko preživiš, ne. Medtem kot isto delo, ki recimo, ki sem ga imel v mestni hiši, pa sem imel stričke zraven, ne. Tisto bi recimo kdaj naredil več, ne, ampak tisti ne bo prodal in zato pač je takšna izbira ustvarjalnosti potem omejena, ne. Medtem ko mislim, da smo umetniki doskrat omejeni, pa ne samo strani izbire medija, no, pač tudi strani tega, da pač da narediš delo čim bolj, a veš, estetsko lepo, ali kako bi temu rekel, pač privlačno temu, da glih s tem namenom, da pač spet preživiš in prodaš. In mogoče so pol tudi za to uporabljene neke barve, ker so to bolj, a veš, take, ki si ti preumela, zemljski toni, roza barve, ne vem, pač bele barve. Pol v resnici si ti razdvojen še tukaj na tem področju. Več področjih življenja. Kako zdaj narediti, kako sadistično neuravnovešiti neko delo na podlagi razmišljanja in teorije, s katero se ukvarjaš, na način, da bo še zmer dovolj vizualno, konvencionalno, mogoče privlačno, da bi jo mogoče pa vsem kdo kupil, še posebej, če gre za kakšno večje platno, ki pač predstavlja nek konkretnejši zaslužek. Tudi, ja. Ampak ne bi rekel, da je to proces, v katerem ne uživaš, ne? Mislim, da so to samo neke kompromise, ki po moje sprejme vsak umetnik. Ja, sej po moje ti, če bi hotel samo, ne vem, nek komišen delati, bi ga tudi komot lahko, ne, glede na to, da, a veš, kolikor veliko slikarjev ali pa splošno umetnikov po naročilu dela kakšne portrete, kakšne zadeve, ker enostavno imajo ta skill, ne, da recimo naredijo kakšen realistični portret ali pa karkoli, medtem ko jih osebno v svoji lastni praksi zanima neka čisto tretja stvar. Res je. V bistvu sem tudi v zadnjem času dobil ena par naročil. Sem videl, da tudi to malo bije kreativnost. Že zaradi tega, ker hoče v bistvu tvoj stil, ne. Ampak še vedno si pa zamišljal neke barve, ali pa kaj bi imel, pa ti tudi reče, jaz bi pa malo bolj, ne vem, roza barve imel gor, ali pa ne vem. A to se je zgodilo? Ne. Ne, ni šans. Ne vem, v bistvu sem videl, da pač vsaka tvoja poteza je pol nekako zamejena s tem, da pač bo to njemu všeč ali ne, pač avtomatsko začne spraševati, pač, da bo to njemu ugajalo, ker se mi zdi popolnoma napačno, ne, pač za sprobati je bilo, ampak naročila so omejena na bližnje prijatelje. Kaj pa glede te teorije, o kateri si prej malo razlagal, zakaj se ti zdi to tako pomemben v smislu, da bi prej kot o svojem delu pa načinu, kako delaš, da bi najprej, kot je bilo zdaj tukaj situacija, da hočeš najprej to teorijo razložiti oziroma da moraš preden o čemerkoli drugim začneš govoriti, da moraš najprej o tej teoriji razlagati, ker vseeno ljudje, ko vidijo tvoje dela, najprej vidijo sliko. Najprej vidijo sliko, pol verjetno googlajo, vidijo tvojo faco, potem mogoče kaj preberejo in je v bistvu nekemu povprečnemu konzumerju umetnosti ta teorija nekoliko oddaljena, še posebej, če gre za neko tako specifično povezano z dojenčki, to ni nekaj, kar bi človek iz slike takoj videl, ne? Zakaj se ti zdi, da je to pomembno in zakaj tokrat govoriš o tem? Zato, ker prvo to del mojega izraznega sredstva in je pač del moje samorefleksije, ki se mi je zdela pomembna za razumevanje samega sebe, ne? Pol pa itak pač zdaj njihovo delo, ali si bodo kaj pogledali, o čem jaz govorim ali pa ne, ali jim bo sam všeč vizualno, ne? Tako da, mislim, nisem jaz tukaj, da jih posesiram s to teorijo, jaz sem samo podcastu povedal. Ja, ne, se sam tako me zanima, ker je tudi ta teorija, ne, in katero zdaj ti, ne vem, še naprej prebiraš o teh stvarih in tako se zna na neki točki spremeniti. Ja. Lahko na neki točki te začne zanimati druga stvar, lahko na neki točki anksioznost zgine iz sodobnosti na tak način, da se bo o njej govorilo, pisalo, bralo drugače, ne. Tudi, ne vem, to, kar si prej govoril o tej leva, desna polovica možganov, ne, to so neke stvari, ki so v prejšnjem letu bile ful debunkane, ne. Nasplošno, kako v resnici je to
fikcija, ne? Da so te možgani razdeljeni na tak način. Ker vseeno pri svoji teoriji v nekih pogledih izhajaš iz nekih napol znanstveno-bioloških, zgodovinskih raziskav, ki se tekom razvoja znanosti in področji znajo spreminjati. Ne? Tako da zdaj v bistvu, seveda se ti nisi zdaj znanstvenik, da bi, ne, ti pač izhajaš iz neke ideje, iz nečesa, kar te zanima, kar sam doživljaš. Se mi zdi, umetnikov proces ni vedno tako, da zdaj pa razmišljaš o teoriji in greš pač Se po moje v glavnem ni Mislim, takšen da, proces. saj Se zato te sprašujem, ker pri tebi pa je. Ne, mislim, da se kombinira izjemno. Tudi jaz recimo te večje slike sploh ne izporabim mesec za to, da jo naredim, ampak moj način procesa je tak, da naredim nekaj v 15 minutah in 45 minut pač opazujem. Razumeš? Ali pa kaj razmišljam, ali pa ne vem. In pač je kombinacija obojga. Ni pa vedno, je pa tukaj tudi nezavedni proces treba upoštevati. In to se mi zdi, da potem prideš s časom, ko gotoviš, tle sem pa v bistvu delal čez nekaj drugega, ali pa kar reflektiraš za nazaj. Ne moreš pa. Mislim, da če delaš oboje istočasno, se vseeno prevlada proces pred teorijo. Vprašam iz tega razloga, ker se mi zdi, da nadpovprečno razmišljaš in govoriš o tem v primerjavi z ostalimi, vsaj slikarji, s katerimi sem se jaz pogovarjala v zadnjem času. Zato me mogoče ta vidik tvojega dela malo bolj zanima v smislu, ne, a se ti zdi, da je to do te mere pomembno, zakaj je pomembno, se ti zdi, da bo kdaj šlo stran, a se počutiš mogoče dolžan deliverati neko teoretsko podlago, ki te mogoče pa vse na nek način obremenjuje, ali je to res, mislim, se pol na konc spet pridemo zavedno, nezavedno, ne? Ali si podzavestno pod pritiskom, da moraš imeti neko smiselno teorijo za svojim umetniškim delom? Mislim, malo obojega, ampak je hkrati pač tudi samo to, da pač ti razumeš, zakaj to delaš, ker je to pač tle je nezaveden proces, ne? In pač, ne vem, zdaj to je res odvisno od osebe, ne vem, kaj ne rečem. Jernej, ko si ti umetnik? Ja, ko sem. Ja? Ja. Izhajaš iz kakšnih teoretskih podlag, ki so neposredno vezane na tvojo osebnost, preteklost in čustvo? Ne, mislim, ja, izhajam iz teoretskih podlag velikokrat, sploh v zgodnejših delih mislim, da sem, ampak da bi se pa navezoval pretirano na svoje izkustvo, ne v take meri, zato ker me bolj zanima izkustvo, ki ga ustvarim z delom. Ja, se to, se sam lotiš brez glavo recimo, pa potem začneš malo teoretizirati, ne vem. Veliko, kot sem rekel, zgodnejših del je bilo zelo premišljenih. Zdaj, v zadnjih časih je pa recimo eno delo bilo pa čisto instinktivno, je sam šlo. In še zdaj, in v bistvu sem prišel zdaj do tega, da sem v tem precepu, da ga sploh ne vem koga še kontekstualizirati. Pri meni, če se probam spomniti, pač ta destrukcija je prišla v bistvu po moje zelo naravno, ne? Ampak pa sem pa v bistvu hotel vedeti, zakaj se jaz tako uživam v tem, ne? Zakaj je tako sadistično pač. In pol, ne vem, pa sem začel kombinirati s tekstom in pač me še bolj zanimala, ne? In pač mi ta vidik po moje čisto osebnostno privlačena, ne? Kombiniranja teksta in umetnosti. In pač se ta tekst se pojavlja pol tudi na moji umetnosti, ne? Ker pač pol se začel instinktivno in pol se iskal v bistvu razlago. Moje je bilo prvo, ja. Mogoče, če si prej se navezal na Luo, čisto prvo vprašanje, mislim, da je bilo. Ja, če sem nekaj na začetku. Mislim, da ne kako je bilo na Luo, ampak smo imeli kar dosti profesorjev, ker so to ful preferirali tudi, tako da mogoče se pozna vpliv. Tega konteksta in širšega in teoretskega ozadja. Da razmišljaš malo o svojem delu, zakaj delaš na tak način, kot delaš. Če ti pa res omenila dolžnost, če pomislim, mogoče je pol. Ker recimo, sprašujem se, ker na neki točki, če si na ALUO-ju, hočeš magistrirati, moraš pač svojo serijo del ali pa eno delo, performance, karkoli že, podpreti z nekim malo bolj konkretnim tekstom, ki vsebuje reference in literaturo. In se mi zdi, oziroma sklepam, da nekaterim umetnikom to ustreza in so o tem razmišljali že prej in jim to recimo ne predstavlja neke anksioznosti, medtem ko mogoče kakšni pa ne, kakšni pa pol neki nasilo recimo najdejo, sicer s pomočjo mentorja ali pa kogarkoli ne, naredijo nekaj, kar načeloma mogoče ne bi sami po sebi, ampak ker je bilo pač treba študij zaključiti na tak način s tem, da dejansko napišeš magistrsko delo, da se pol pri nekaterih to zgodi iz tega razloga. Ne pravim, da je zate zdaj to, ampak tako razmišljam, da verjetno to se dogaja.
To se definitivno dogaja. No. No, in sicer, kako je zdaj na Lvoju, sem slišal, da je tudi nekih menjav, ne? Pač mi smo imeli, mislim, da že starejšo generacijo. Ampak ja, pri meni je tudi prišlo do tega, da v bistvu mi ustreza trenutno, ne? Pač trenutno uživam v obojem, tudi v branju nekih tekstov. Medtem, ko vem pa, da tudi za ostale sošolce, ki sem jih imel, ne, marsikomu ni ustrezal, ne? In pač potem misliš, da je v bistvu ta svet umetnosti oziroma tega, da bazira, tudi lahko se kdo zmoti, ampak bazira na temu in predstavlja nek pritisk, ne? In pol nekateri tudi zaradi tega nehajo presijuvati to pot. Jaz se mislim, da ta razdvojenost nasplošno je že kar nekaj desetletij se dogaja, tudi različni pristopi so do tega, da imaš seveda umetnost je lahko samo zadostna, ne potrebuje v resnici nobenega teoretičnega okvira, vsaj jaz menim tako, in bi lahko bilo čisto zadostno, da ti samo ustvarjaš in da pač naj se drugi ukvarjajo s tem, če hočejo kontekstualizirati, ker na končni fazi ni nujno, da neko delo nastane z nekim teoretičnim ozadjem in tudi ni nujno, da neko delo evocira samo eno teoretično ozadje, ko je zaključeno. Se mi pa ne zdi nič narobe, da se dela lotiš tudi racionalno, no? Vse smo konc racionalna bitja. Pa prijem tudi do tega, da pač mogoče v kakšni meri se umetnik vpraša, a se sploh vpraša, ne, pač na kakšen način bo gledalec percipiral njegovo umetnost, ne? Kako jo bo dojel, pač, da je to tvoja dolžnost, umetnikova. Razen, če prodajaš, ne, pol se moraš. Ali pa če imaš naročilo, pol ni druge. Ja, sam lahko je stvar zelo površinska, ne? Lahko je pač sam lepa slika. Ja, in pač, ker imamo, ja, ampak imamo neka pravila, kako narediti vizualno, estetsko zadovoljivo delo, nekaj, kar bo večini publike recimo všeč, ne? Tako kot tisti, ki se prodaja po vaseh, to ne bom nikoli pozabil, ker sem bil nekaj, mislim, da v Stični in smo bili v nekaj hiši in pride nek mlad fant. To zgodbo si povedal že, veš. Še v podcastu? Ja. On je ni slišal, pa pač. Bom povedal pol. Prav. Ajde. Režemo ven. Kako ste dobre. Mogoče to poleg slik, torej, ki so tvoje primarno izrazno sredstvo. Zdaj so se zadnje čase pojavili na parih razstavah te tvoje kipci. Mogoče malo več o teh kipcih, če poveš, kaj so te kipci, iz česa so, zakaj so. In med drugim, da en vsaj vem, da se je prodal. Ja, res sem prodal dobri vag. Jaz si ga ti hodila kupiti. Se mi zdi, da kar se kiparstva tiče, je vsaj iz tvojega vidika trenutno glavni problem potem skladiščenja tega. Tako da je v bistvu bolj, da jih kar prodaš, razen če jih misliš še za kakšno razstavo ponuditi. Kipci so bili tako en stranski produkt nekih razpisov, ker sem hotel v bistvu prijaviti eno instalacijo, o kateri ne bom zares govoril, ker pač, če se zgodi, boste videli ali pa ne. No. To, ker ste mogoče kdorkoli bil pač v mestni hiši, ker ste videli, je bila v bistvu neka manjša verzija tega, kar sem hotel. In je bila v bistvu samo neka proba, bom rekel, pač, da te stvari delujejo, ne. Pa sem mi tako gotovo, da so, mislim, da po tednu ali pa 2 nehali delovati, ne, ker je bila neka čajniz roba. No, pa opiš, kaj je nehal delovati. Je pač, ti bi rada, da še opišem? Ja, opiši ga, ja. Način, opiši način in kaj je to sploh. Ja, ti strički so bili tako, mislim, da 30-40 centi višine, ne? Torej šlo je za stričke. Ja, za stričke, za neke robotke ali kaj pač, ki sem jih naredil iz papir mašeja, pa spodaj je bila pač igračka povezana v elektriko, ki so se pač premikali in vsak od teh stričkov je imel gor pač en obraz najbolj bogatejših ljudi tega sveta, ne? In pa sem v bistvu čisto taka naivna sadistična fora je bila pač, da sem jim narisal pač malo lulčke, pa tam so se drali pa jokale, ne, ker te igračke so pač imeli zvok in so se sprehajali po mestni hiši, no, in mislim, da je bil tak neko dopolnilo tudi moje umetnosti, ki je na slikah. Ampak čist prva antropomorfna stilizirana figurca je bil pa v resnici avtoportret, ne? To je bilo pa v Lali. Ker sem pa prosil za denar. Ker je v bistvu imela košarico pritrjena, ta figurica od spredaj, v katero naj bi torej obiskovalci metali drobiž. Tako. Mislim, da sem zaslužil 80 ali 90 evrov. Ja? Tako da v bistvu... Razstevnina, ki takrat nisem dobil. Tako da v bistvu bi mogel to košarico tudi na une tam pritariditi, ne? 80 evrov razstevnine bi bilo žalostno. Yes, A boljš kanač. Ja, mislim, v navadi v nekaterih galerijah tudi ne dobiš. A zračunamo, koliko razstav bi človek mogel imeti za to, da zaslužili za minimalca na mesec. Točno to. Pa odštejemo stroške.
taka je bila potem v dobri vagi na božičnem sejmu, je pa čigava faca bila gor. Veš, da se zdaj ne spomnim. Pa ta je Mislim, da je bil bil še- Musk. Elon. Aha, Elon Musk je bil. Ja, to je bilo pa čisto Pa bil fora. je še malo ukrašen, imel je neko kapico Ja, božično. tako. Bil je tako namest božičnega drevesca, če bi kdo hotel imeti tam Elon Muska. Ga je pa kupil kaj, Lingertman ga je kupil. So bili ljudje, ki so hoteli priti že prej na razstavo in so vedeli, da se bo tam prodajal za 3 evre. Ja, smešno niso nizka dobili. cena. Mogoče vsaj do neke mere pametno slediti temu kipsu. Ne? To smo se pogovarjali že o tej sledljivosti umetniških del, torej da kot avtor vsaj, če ne drug, ker nimaš nobenega drugega, da bi to delal za tebe, da vodiš evidenco, kdo kupuje tvoja dela, ne? Če ne drugega za retrospektivo čez 50 let, da veš, koga poklicati za svoja najnovejša dela. V prejšnjih letih si imel kar nekaj razstav, mogoče kakšna posebej, če ti je ostala v spominu. Smo že govorili o tejle v Mestni hiši, to je bil ta torej desni atrij. Tukaj recimo se mi zdi zelo zanimivo, to je tak prostor, ki ga občina Ljubljana daje tudi za slikarske razstave, ne, čeprav morajo pol te slike v resnici na laksih pa to viseti. Kakšna je bila tvoja izkušnja v tem prostoru? No? Bolj tako, za prostor me zanima, kaj je bolj tak nekonvencionalen. Ja, v bistvu je izjemno lep prostor in pač se mi zdi, moje umetnine so, tam je pa kar dosti tako nekih tehničnih težav, ko bi rekel, zaradi tega, ker je izjemna vlaga not. In slike niso zavarovane proti temu, so proti direktni mokroti, ne pa proti vlagi. Tako si upal, da bi ti kdo kaj ukradel v resnici. Ne? Ja, pa ne. Ampak ja, pol so se recimo, če imaš kakšne vire iz Iverke ali pa kaj, so se meni napihalni. Sem pa to si za reklamacijo iz IKEA, ampak... Aha, ja, za printe pa to, kar si jih Tako. imel v okvirjih. Ja. Se mi zdi pa, da tudi ta prostor najbolj primeren za razstavljanje v mogoče poletnem času. Ampak vsi ostali časi so pa... Razen, ko ful ščije, takrat Tako. tudi ni primeren. Ne? To je tako mene 4 mesece v letu, ampak vse skupaj pač ne priporočam, no, oziroma priporočam, kdorkoli bi tam razstavljal, da pač razstavi nekaj, kar je odporno. Ja, za kakšne instalacije ekipe to, kar gre? Ne Ne? bi. Vodoodporne slike, vodoodporni kipci, vodoodporne instalacije, to vsega. Tako. Sicer velike okvirje, ker so malo bolj kvalitetni, so bili odporni za bogi en mesec, ampak se mi zdi, če bili tam več mesecev, da to ne bi. Ma tudi za slike ne more biti toliko Tako, ja. najboljš. Saj za slike in veliko umetniških del na splošno hitro pride do problemov, če so dlje časa v kakšnem prostoru. Tudi ljudje, ki kupijo slike in jih imajo doma, pa jih recimo dajo nad kamin ali pa jih dajo nad radiator ali pa Res. kakšne take stvari, ne, pa se platno zgubo, pa ga moraš malo zmočiti, da se nazaj napne, ali pa se ti zvije pod okvir, take stvari. Ne. V bistvu, konec koncev je dosti pomemben prostor in kako je, hočem reči, kako kvalitetno je slika narejena, ne. Ampak če ti kupiš neko že napeto platno za nek ful pocen denar, ker pač nimaš keša, je bolj problem, kakor če sam razbijaš skupaj pod okvir iz nekih debelejših letvic, pa to hočem reči. Verjetno obstaja kakšno bolj primeren tip lesa za podokvir. Se Ja, manj no, sem tudi razteza tako, in spremeni. si ne moreš prvoščiti neke bajne eksperimentacije, a ne, recimo ne, kakšne slike od Konrada Topolovca ali pa od Marka Jakšeta, ko gre za neko eksperimentacijo z materiali pa z nekimi napol smetmi gor nalimanimi, ne, to gre s časom k vragu, ne, še posebej, če moraš to Ampak vse v prah 30-ih pucati dol ali pa skladiščiti ali pa kaj vse v takega. 30-ih je bilo dosti tega. Ja, no, sej, ampak pravim, recimo v 30-ih si naredil, je izgledalo dobro 20 let, zdaj se pa ne smeš takniti, ker razpade. Ja, To ne, hočem zakaj? reči. Saj ni zatekati. Kaj? Saj ni zatekati. Ja, če hočeš premakniti, moraš tikati, ne? Ne. Okay, a ti sam napenjaš svoje platno? Ja. In kje kupuješ ta les za To pa pri mizarju ga moj oče poznal. personal mizar? Ja. Ja, dajmo shout out, da je ta super mizar, ki zrihta. Lahko številko pa vem, pa ga pokličete. Jaz ga imam shranjenega v imeniku Matjaž pod okviri. Jeba, ne, jaz imam tudi veliko ljudi v imeniku. Prvo, first name, pa poklic. A kakšno pohištvo imate njegovo? Ne. Sam za to. Jernej. Okay. Ja, vprašam, Mislim, nikoli ne da veš. on dostavlja pod okviri tudi Gumilarju, profesorju.
Vidiš? okej. To je dobro vedeti, to je dobro dati kontakt. Zdaj bo bil busy. No, zdaj naslednja samostojna razstava, ki je na vidiku, je tale v Cankarjevem domu, v sklopu likovni kritiki izbirajo. In bomo videli kakšno čisto novo delo. Ja, eno večje bo čisto novo. Žal je prostor tukaj malo majhen, tako da sta samo 2 večji deli. Ja, to novo delo bo v bistvu, mislim, da je formata 240x170, nekaj takega, tako da je kar Naslov že imam. zajetno. Can we start over? Mislim, da je. Tak zelo easy naslov v primerjavi z ostalimi tvojimi slikami, mogoče tudi beseda ali dve o naslovih. Ja, tudi recimo naslov razstave je Požrez. Še nikoli nisem sanjal, da bi jedel lačene. Ne? Zelo velikrat dam kakšne ali malo humoristične ali pa malo dvoumne. Ne? Tle recimo je ta dvoumnost tega, da pač kaj pomeni zares, če ješ v sanjah, pač mislim, da interpretacija tega, da pač si sit oziroma da imaš nek fulfillment, ne? Medtem ko pač to, da si lačen, lahko interpretiramo, da pač si, da nimaš neke zadovoljitve, ne, v življenju. Ne vem, sicer v katerem aspektu življenja, ampak naslovi so taki, no, da se igrajo s to dvoumnostjo, medtem ko lahko pač pomeni tudi samo nekaj dobesednega, ne, pač, da se res, v bistvu nikoli nisem sanjal, da sem lačen in evo, to je naslov. Ja, pa tudi taki mal daljši naslovi, ne? Kot da bi bili deli kakšne poezije, tako neka poved, recimo, kaj tazga. Ne vem, kako bi interpretiral to, da so daljši. Ja, recimo eno kle naključno, naprimer, mogel bi se sprehajati nagi okol, pa pol prepovedati seksa, naprimer. Sem se malo narobe povedal. Prebrala sem iz svojega Instagrama, tako da če imaš narobe gor napisan. Okay. Ja, tudi to, ne vem, doskrat se mi zdi, da Ali pa se lavi pičke. Včasih so sem kakšni odklonilni, no, ampak probam si jih itak med ustvarjanjem si jih zapišem, če mi pade kakšna misel. Ne. Čim manj časa si probam vzeti, no, za to, oziroma imam tako ful moment spisek, lahko vam preberem na telefonu, je ful enih naslovov. Ja. Jaz predlagam, da prebereš, da gre potem v dodatke. A ja, to bo na začetku. Ja, dej preberi. Kako pa se odločiš, kje so slovenske in kje angleške? Ja, zdaj postavimo zdaj te. Pa sej dost, ne bomo imeli toliko tega. Vse. Patrik hoče, Sick da je in the pod head. 1 uro. Dej še ne parta hudih preberi. A zdaj scrollaš čez ta bedne. Skledam tiste, Ja. ki so dobre. Iščete až muhtne. Na kak način se odločiš, kateri naslov je kjeri sliki? Se je rekel, ko se mu se mi utrne zdi- med procesom. Ja, ampak glede Maybe, na to, da imaš, ampak- da imaš seznam pol čas. Včasih se mi zdi, da vsi malo pašejo, ker se pač, ne vem, tako procesiram nek podoben proces, oziroma kombinacijo enega teksta. In pač doskrat sam jih večina paše na eno sliko, no. Pol ni, da izhajajo iz slike. Ne bi rekel. Nekateri ja, ta recimo znak protesta masturbiram, ki zdaj delam, pa ni še noben videl, pač tudi izhaja iz kompozicije, ki nakazuje to, ampak ja. Pa sperma je čez celo sliko. Ne pa ni, nikoli, pa nisi videla. Očitno mojih se slik. ti je to že učitalo, da si bil zdaj tako. To bo na stara leta, ko bo loh. Ko bo lahko, kaj? Ja, ko bo smel. Aha. Kaj? Ne smejo biti prestara leta, pol je že problem. Ja, ko bo ful znam, bo vse ok. To boste dala v čist začetek, da se bo sam... Sem nizan. Ja, sem To je tako, to, to je ful sem dobro. tako sperma, Ne. Elon Musk. Ja. Kaj pa si imel v tej nočni izložbi Pešak? A si imel to Kam si pa ti tudi? šla zdaj to? Maša zdaj za Ja, kaj bredla. hočeš reči, da se ne spomniš, To je kaj si tam 2018, razstavljal? Sem to 2018. Ja, in? Ne vem, To je pred korono. A ja, ne obstaja svet pred Ja, korono. ne. Ne, vse mislim, da smo kar dosto. Bila je v bistvu eni ostanki z diplomske naloge, ko sem delal figure tako v človeški velikosti. Ampak tam mi tak, ne vem, nek poseben plac, tako da sem Ja. sam malo zrukal v tisti mehen prostor in pač izgledalo ok. In imam dosti zapovedati. Mogoče reči še zadnja stvar, ki smo prej omenjali tisto instalacijo, pa premikajoče kipce, pa zdaj govorimo o pešakih. Pa glede na to, da si primarno slikar in zdaj razmišljaš, da se te kipce še vedno ostajajo nekje v razmišljanju o nekem potencialnem delu, neko instalacijo si omenjal, a imaš ti željo potem, da bi šel ven iz tega slikarskega in razširil svoj način dela, ali je to samo neki eksperimentalna faza, da vidiš, kako je? Vedno razmišljam, da bi razširil. Je bila nekako vedno želja, da vplivam na gledalca.
z mojimi deli in pač zato je tudi način, zakaj uporabljam monumentalna platna, ker se mi zdijo, da malo bolj zaobjamejo pač, tistega, ki je pred umetnino. Medtem, ko se mi zdi, da instalacije to še bolj potencirajo, ker pač uporabljajo tudi gibanje gledalca, pa ga lahko usmerjaš. Pa, ne vem, ampak trenutno niti nimam ateljeja, kjer bi lahko to delal, niti nimam skladišča, kamor bi to lahko dajal. Tiste iz, ne vem, figure, ki so bile človeške velikosti, ima fotor doma in pač je pol to problem. Torej bivajo v ribnici. Ja, tako. Tako da je nekaj, kar recimo zapisujem si stalno zraven, skicirko, pa kaj bi lahko naredil, ne? Ni pa zares, da bi realiziral, oziroma mogoče pa v prihodnosti prišla priložnost, trenutno pa ne. Ja, instalacije so kar problematične iz vidika, da je skoraj da treba kdaj postavljati in situ in je težko to prednarediti zares v nekem prostoru, razen če res nimaš pač ogromnega ateljeja. Ali imaš še kakšno posebno vprašanje? Ja, še kakšen tak deep dive into Ne, jaz sem Patrick's hotela- early life? Zdaj, ko po novem ima Patrik svojo spletno stran, kjer ima Še Spromoviri se, no. No, čak Kar najprej. dej. Kdo povejte, kar je navada. Čak jaz ne vem. najprej vprašanje imam jaz, ker zdaj gledam ta CV, ne, ki je naveden. Jaz ti priporočam, da ločaš to med samostojne in skupinske. Nima veze. Jih je kar nekaj, ko so tako v tujini, a ne? Armenija, Berlin. To so neke skupinske razstave, ki so del tvoje požrtvovalnosti, da aktivno pišeš tujim galerijam, ali so to kakšne naše domače stvari, ki so pa samo gostovale nekje, ki ne poznam? To so v bistvu, ne vem, doskrat malo pregledujem te spletne strani z razpisi, kot so Curator Space pa Art Rabbit, ne, nisem ziher. Potem kakšne Facebook skupine, pa kaj, pa potem malo gledam rezidence, pa kakšne open calls. No. Pa to je bil večinoma prejšnji del mojega razmišljanja, no, zdaj to delam vse manj, ker vidim, da ti open callsi pač niso zares poglavitni. No. Ne vem, dosti se ukvarjam s tem, kako umetnik sploh lahko pride iz Slovenije v tujino, ne. Razen, če ne greš študirati in pač zaenkrat tega odgovora nimam, ampak zdi se mi, da z razpisi ne. No, ampak do neke mere ja, ne, če so se te razstave zgodile. Ja, se zgodijo, ne, ampak je pol tudi problem tega, da pač v večjih formatov zares ne moreš tega poslati, ker nobena galerija ti ne tega plačala. Pol pa še v digitalnem printu tega pa pač To so pa pa ni majhni isto, in ne. kdo bo to opazil. Ne. Dosti je pa tudi teh razpisov, ne, ker pač sam pobirajo denar, ne. Ko imam pri nas recimo tudi EMI International. V kakšnem smislu, ko sem pobirajo denar? Ja, ker se pač rabiš, ne vem, za razpis dati recimo, ne vem, par 100 evrov, ne, ali pa si plačati pol prostor za A ja, da 500-800 ponujajo evrov. nekaj in pol si moraš ti plačati svoj entry. V bistvu. Ja, Aha, ampak okej. niti nimajo nekih konekcij z nobenim, ampak Sem pač da, črtico dobiš, ja. Ok, kaj pa kakšne prihajajoče razstave v tem letu, poleg te v Cankarju? še dve samostojni potem zatem. Ena bo v Generali maja, mislim, da maja. Aha, tukaj na Dunajski. Ja. Druga bo pa v bistvu na podlagi te nagrade, ki sem jo lani dobil od Primavere. Samostojna razstava v Mariboru, mislim, da v Medianox galeriji. Pa ne vem, pridejo kakšne skupinske vmes. Mislim, da bom zdaj imel tudi mislim, da bo v aprilu v Y Gallery neka skupinska za mlade. Po mojem maja, ne? Tudi. Maja, ko bo Ljubljana Art Weekend. Okay. S tem povezan, po mojem. Hiter konc, da bomo pod 1 uro. Super, hvala. Ok, hvala vam, drago občinstvo, za vso vašo pozornost. Zahvaljujeva se gostu Patriku. Patrik, hvala, da si prišel. Kako je alergija na muce? Zelo dobro. V redu? Ostale epizode najdete na vseh glavnih kanalih, kot so YouTube, Spotify in Apple Podcast. Novo prispele epizode deliva tudi na Facebook in Instagram. Glasbeno podlago za intro in outro sta pripravili Ema Kobal in Urška Bajec-Košmrlj. Morebitne pripombe, nasvete, graje in pritožbe sprejemava kadarkoli, samo ne naj klicati v nedeljo ob 9. zvečer. In pa vabljeni na Patrikovo razstavo v Cankarjev dom v Preddverje. Program likovni kritiki izbirajo, otvoritev pa je v torek ob 6. a ne? Tako. Torek, 16. januar ob 6. uri zvečer, kjer bo vas s Patrikom imela tudi krajši pogovor, kjer boste slišali kaj od tega, kar ste danes, pa mogoče še kaj več. Bye. Čau. Reče adijo, Patrik. Ja.